V postnem času veliko razmišljamo o smrti in o posmrtnem življenju, hkrati pa smo povabljeni, da tu in zdaj naredimo spremembo. 5 let nazaj je umrl moj oče. Dogodek me je zelo pretresel, ampak me je hkrati tolažila misel, da je oče zdaj bližje Bogu in da bo od zdaj naprej bedel nad našo družino kot angel varuh. Eno izmed del usmiljenja je za žive in mrtve Boga prositi in v času po očetovi smrti smo se vsak dan zbrali v naši hiši in molili rožni venec. In ravno preko molitve, ki je bila takrat edina povezava z očetom, sem ohranjala tudi vero v Boga. Verujem, da je pokojnemu očetu pri Bogu lepo in da sem tudi sama povabljena, da hrepenim in si želim nebes. Čeprav za Rajnega rečemo, da je odšel k Bogu, pa ne moremo zagotovo vedeti, ali je njegova duša že v nebesih ali pa se še očiščuje. In z našo molitvijo lahko Rajnim ta čas očiščevanja v vicah skrajšamo. Moliti za Rajne je bilo meni vedno težko, mogoče celo brezpredmetno. Nisem več razumel, kako lahko jaz, navaden smrtnik, se pogajam z Bogom, ki je pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje, pogajam, da bo katera duša lahko odšla iz vic. Zato mi je bilo za Rajne moliti in prositi pač težko, ker on je vendarle že pretehtal, da je katera od duš očiščena. Sploh pa nisem razumel, zakaj ne bi molil za tiste, ki so morda že v nebesih, ker ti po moje molitve ne potrebujejo. Potem se je pojavila ena taka zelo otroška predstava, da za to že poskrbi Božja administracija, da molitve, ki so namenjene za duše, ki so že v nebesih, gredo naravnost k dušam v vice, v njihovo odrešenje. In z leti je ta podoba bledela, veliko časa se pravzaprav s tem sploh nisem ukvarjal, potem pa je prišla tudi v naši družini preizkušnja, umrla je moja mama že nekaj let nazaj, ampak tudi takrat se podoba sama od sebe o Rajnih ni spremenila. Sčasoma pa se je začelo pojavljati v meni eno zrno, ki je počasi raslo v spoznanje, da se jaz ne rabim toliko ukvarjati samo sodbo, kot pravzaprav z odnosom. In sicer z odnosom do Rajnega. Zakaj bi sicer jaz, ki sem z nekom živel na zemlji, odnos kar prekinil, sedaj ko je pač se preselil, odšel, bodisi od starih staršev ali od bližnjih sorodnikov. In spoznal sem, da lahko odnos še vedno gradim naprej, z molitvijo, s tem, da se lahko s spokojnim pogovarjam, veselim, tudi kdaj kregam. In na ta način mi je postalo lažje. Spoznal sem, da pravzaprav vsa ta molitev je en velik odnos, en velik pogovor in za vse to je poskrbel Jezus. S tem, ko je svojim odrešenjem, svojim usmiljenjem poskrbel, da ima vsak od teh, ki umre, torej pravzaprav vsak od nas, svojo vstopnico za nebesa. In poskrbel za cerkev, ki za vse te Rajne moli. In ohranjati odnos z Rajnimi je sedaj nekaj povsem življenjskega zame. Z Rajnimi ostajam povezan in jih nosim s seboj. Ali pa me nosijo oni z Jezusom.